Dragi moji, živjo, kako ste? Upam, da dobro, da še vedno ostajate doma. Jaz pa evo nadaljujem s svojimi videi. Se vse tiste, ki me ne poznate, jaz sem Eva, sicer lepotna in modna youtuberka. Danes pa se bom preobrazila v svojega fanta. In sicer zbrala bom nekaj njegovih oblačil, ki jih on najpogosteje nosi, se pravi, razdelila bom oblačila, ne vem, recimo na fitness, ali pa zjutraj, ko on vstane in gre delat, pa zvečer za neke večerne izhode, hkrati pa ti bom pokazala, kaj bi jaz oblekla. Se pravi, najprej bo sledil moj izbor, nato pa se bom oblekla v njegova oblačila in potem preživela ta dan oziroma ta opravek v njegovih oblačilih. To bom počela cel teden. Danes, ko jaz to snimam, je ponedeljek, tako da se veselim, kako na koncu izpadem in da preživim v oblačilih mojega dragega. Tako da, če te takšen video zanima, pol glej naprej. Najprej pa moj outfit. Oblečeno imam tako zelo pomladno oblekico, je čist do tal v taki bež barvi. Tukaj ima take gumbke za popestritev, jaz pa sem dodala še tako zlato ogrlico, da malo popestri in celotni videz naredi bolj igrivo. To je torej neka taka oblekica, ki bi jo jaz nosila na nek tak topo pomladni dan, samo da bo korone konc. Zdaj pa ti pokažem, kaj zjutraj obleče moj fant, ko gre po svojih jutranjih opravkih. In evo me, skoraj cela v črnem. Tudi hlače so črne. Se mi zdi, da Rale najpogosteje nos oziroma nos črno barvo. Glejte, koliko je še prostora. Ima veliko kosov takih, tako da zato sem jaz danes v tej barvi, kar je v bistvu dober znak. Če bi mi bilo prav, bi bilo malo bolj zaskrbljujoče. Njegova nekako, kako bi rekla, klasika za zjutraj je neka taka luštna majčka. Jaz sem danes brala tole njegovo Champion, pa take črne, malo raztrgane kavbojke. Še ena stvar, ki je Rale nikoli, res nikoli ne izpusti, pa je parfum. Tukaj je samo del njegove zbirke, tako da kjer ga bomo danes brale. Ajde, mogoče tega le Chanel-ovga, tega vem, da zelo rad uporablja. Tako da me čaka zdaj le špric ali pa dva z moškim parfumom. Lepo diši, tako me spomne na Raleta, ampak iskreno, jaz si ga res ne želim dati na sebe. Ampak ajde, izziv bo opravljen, ko se špricnem, tako da vse za YouTube. Diši, ampak definitivno ni ženski. Ta Chanel je toliko močen, se mi zdi, da bon zdajle se počasi razvija in ni prijetno, se počutim ko Rale. Ampak greva midve z izzivom naprej. Rale gre ponavadi po službi, včasih tudi zvečer, ampak največkrat po službi v fitness. Tako da ti bom jaz zdajle najprej pokazala, kaj jaz oblečem. Tole je definitivno moj najljubši fitness komplet, sicer nisem vedno tako zelo urejena, zato sem tudi rekla, da moramo enkrat v prihodnosti, samo da bo tele korone mim, iti v shopping za fitness oblačila. Tale pa ja, moj najljubši komplet, ful mi je lep, čisto za predstavo, kaj približno je moj stil in okus. Jaz sem oblečena nekako na ta način, oziroma bi si saj želela biti. Rale pa v fitnessu nosi tole. In evo, njegova največkrat izbira za fitness, neke take kratke hlače. Danes sem zbrala v temno-modri barvi, znamke Adidas, majčka je čist neka taka običajna. So mi pa tele hlače res prevelike, tako da jih moram dobro zavezati, da kaj ne pade dol. Ker sledi naslednji izziv in sicer tale izziv bo opravljen, če bom naredila 5 sklec. Mogoče za nekaterega malo, mogoče tudi za nekoga velik. Meni definitivno je velik, ker sklec nikoli ne delam in sem v rokah res švoh. Vem pa, da Rale dela sklece, pa veliko več kot 5 jih naredi. Gremo v akcijo. Okej. Še enkrat si zavežem hlače, ker se mi cel čas odvezujejo. Okej. Ne vem, če bo šlo. 1, 2, oh shit. 3, 4, Yes! Izziv opravljen. Sicer bi mogoče naredila še eno ali pa 2, kaj več pa ne. In greva na outfit številka 3. Jaz pa rabim malo vode. Z Raletom vse, kar se tiče oblačil doma, ki dosti ne razlikujeva, oba imava rada udobje. S tem, da on je nekako bolj za trenirke, še najraje nosi take trenirke, kjer se zgornji in spodnji del ujema. Nekako jaz pa imam tudi rada udobje, s tem, da moja izbira bo neka taka majčka ali topek. Danes topek, zato ker je zunaj res vroče. Prejle sem bila na balkonu in je 18 stopinj, crazy, mi pa doma. Ampak
imamo to. Spodaj pa, evo, take pajkice, danes v bistvu so iste kot tale kavč. Jaz se v tem najbolj počutim, v tem kuham, peram, pospravljam, delam na računalniku, skratka se mi zdi, da doma se vedno delo najde. Zdaj pa poglejva še, kako Rade zgleda v svoji trenirki, oziroma kako jaz zgledam v njegovi trenirki. Sem se prav potrudila, da sem zbrskala nekaj barvitega, ker barve vse nekako so moj bolj tak oseben stil, mene barve napolnijo z energijo, dobro se počutim, tako da sem se potrudila in zbrskala tudi nekaj barvitega pri njemu. Tole je torej jopca znamke Nike, imam spodaj tudi njegovo trenirko, tudi od Nikea. Vse skupaj mi je res preveliko, ampak moram pa reči, da tako počutim se dobro. Jaz njemu recimo zelo velikrat ukradem kakšna oblačila, nekako mi je ful udobno, sploh te malo bolj prevelike stvari, tako dober občutek je. Pa dajte mi zapisati spodaj v komentar tiste, ki ste v zvezi, a rade nosite od fanta oblačila. Zdaj pa ja, tretji izziv. Rade ponavadi doma ali pa v studiu ali dela bite. Zdaj za tiste, ki ne veste, kaj to pomeni. To je nekak glasbena podlaga za pesem. Recimo, če razložim na primeru, Shallow iz zelo znanega filma Zvezda je rojena, tam gre recimo začetek Tell me something, boy. On pa naredi to melodijo, torej da je sploh neka glasbena podlaga, na katero se potem napiše naprej tekst. Jaz tega absolutno ne znam, tako da bi zelo težko se v tako kratkem času naučila. Vem pa, da kdaj igra tudi igrice, tako da bom rajš odigrala eno računalniško igrico. Če mi vsaj približno uspe pogruntati, zakaj se gre, bo izziv opravljen. Vanga. Kaj boš reči? Za sabo. Vstal si. Na levo. Medved te ubija, no? Zelo uspešno. Sploh nisem to, a to sem V petek zvečer pa bo moja izbira neki tazga. Tole bolj v tem prehodnem času, ko se zunaj kar dosti ohladi, ker je vseeno še je zima. Zdaj poleti ali pa pomladi bi oblekla kakšno oblekco, pa čez dala sem kakšno jakenco. Tukaj pa evo, malo bolj taka, kako bi rekla, topla zadeva. Potem ena taka zlata torbica kot nek modni dodatek, pa jaz obožujem petke. Tele so v bistvu tudi nove iz CCC in so božansko hude, take lakaste, kar sicer dosti visoke, ampak jaz sem zaljubljena v njih. Kaj pa bi oblekel za petek zvečer, Rale? Tole pa je večerni in hkrati zadnji Raletov styling. Zbrala sem tako srajčko z kratkimi rokavi. Vsep ne vem, se bo videla, ampak ima take drobne bele črtice. Če greva midva kam na lepše, ali pa če ima Rale kakšen tak večerni dogodek, krat obleče srajčke, se mi zdi, da mu tudi ful pašejo. Tako da sem vzela eno njegovo. Hlače so v bistvu črne, zelo so mi prevelike, tako da jih cel čas držim, ker mi padajo dol. In s tem sledi še zadnji, četrti izziv, to pa je spet pivo oziroma Heinekena. Jaz pivo ne maram, sem ga že probala, ampak mi je toliko gre na kokus, da pač ga ne prenesem. Enostavno mi je ogaben in sploh ne razumem, kako lahko fantje to pijejo. Tako da ga bo zdajle odprle in spile, ampak tukaj se zadeva malo zaplete, ker midva dejansko nimava odpirača doma. Rale, če kdaj kaj spije v družbi, doma nikoli nima navade, tako da dejansko nimava tegale za odpirati, tega pokrovčka. Tako da izziv številka 4 bo zdajle najprej tale zamašek odpet in potem to spit. Držite pesti, da mi bo ratalo. Evo, kako sem vas našla. Sicer, ajde, lahko bi bila malo bolj močna, pa ta pokrovček zbila dol, malo bi še trajala, ampak se bojim, da bi se ta steklenica razbila in da bi bilo steklo posod. Rajš ga obračam, pa na ta način dobim ven. Se počas bo. Mal pa po mal, kapelca pa po kapelca. Tole ni šlo čist po planu, tokle sem ga zaenkrat dobila, želim še danes zaključiti tale video, tako da bom spila pač stok. Že to iskreno ne vem, kako bo šlo, ker kot sem rekla, jaz piva ne maram in že sam ta von, pa fuj. Ampak vse zato, da izziv opravimo. Čim fantje, čim punce, pa definitivno ne svetujem. Uživanje alkohola ni zdravo, izogibite se ga, tole je samo za zabavo. Čin. Fuj, koliko je grenek. Ni tisto, da bi komi spila, pa da se mi čisto upira pa gabi, ampak
ne vidim se, da bi prišla v lokal pa to naročila, pač kar neki brez veze, a ni bolj Coca-Cola ali pa jabolčni sok. Sam še tole spijemo, pa gremo dam. Hecam se, nisem pijala. Drage moje lepotice, evo, s tem smo prišli in lepoci, da vas ne pozabim, danes sploh ne. S tem smo prišli tudi do konca današnjega videa. Upam, da vam je bil všeč, mal drugačen, ampak mi je zanimivo, ker so oblačila in, kot veste, so meni oblačila še posebej draga, tako da je bilo prav zabavno tole snemati. Če imaš še kakšno tako idejo, ženske, moški, kakšen izziv, challenge, zapis svojo idejo spodaj v komentar, z veseljem posnemam. Če ti je bil video všeč, ne pozabi stisniti enega lajka, se naročiti na moj kanal, rdeč kvadratok, klik, naroči se, je popolnoma brezplačno. Poišči pa me tudi na Instagramu, aktivna sem pod imenom Evina Lepotilnica, tako da to so vsi moji kanali. Še preden pomaham, naj še eno stvar povem, se mi zdi tudi zelo pomembna. Zdaj pred kratkim sem najavila svoj novi izdelek, se pravi moj novi merch, ampak se mi trenutno ne zdi primeren čas, da bi ga nekako lansirala, čeprav sem res delala na tem zdajle kar nekaj časa in mi je ful hudo, da pač ti ne morem pokazati, ker sem se res veselila in je bilo v to vloženo ogromno enega truda, ampak čas ni pravi, tako da bom prestavila za, ne vem, teden, 2, 3, pa sproti obveščam, ko se tale situacija umiri. Trenutno mi je bolj pomembno, da ostanete zdravi, da se imamo fajn, da vam tudi jaz ponudim novo vsebino in saj s tem mal pripomoram, da ostanemo vsi skupaj doma. Hvala za pozornost, se gledamo v naslednjem videu, to bo v kratkem, lepo se majte, ostanite doma in se vidimo kmalu. Čau, čau!